To je nov korak v razvoju podjetja, ki ga kupci poznajo predvsem po vodi, sokovih in sirupih, čeprav že več kot 60 let proizvajajo tudi polizdelke za alkoholne in brezalkoholne pijače. Ker smo si po vizijo pred 5 leti napisali, da hočemo vstopiti tudi v drugo prehrambeno industrijo, seveda je potrebno investirati in postaviti nove prostore. Nova tehnologija bo omogočala večjo zmogljivost, kakovost polizdelkov in, kar je najpomembnejše, vstop v pekarsko in mlekarsko industrijo. Se pravi, za pijačarsko industrijo so to bazine emulzije. Se pravi, če nek proizvajalec dela kolo, rabi nek compound, in ta compound mi naredimo. Za pekarsko industrijo so to predvsem marmelade in sadna polnila, za mlekarsko industrijo pa paste za jogurte. Naložba je bila vredna 2 milijona evrov, bili pa so uspešni tudi na razpisu, tako da naj bi 25% pridobili iz evropskih virov. Trenutno na tem programu naredimo nekaj čez 2 milijona evrov. Ambicije so podvojiti ta promet, ampak kot sem rekel, ne v naslednjem letu, ampak v 2 letih sem pa prepričan, da lahko pridemo do tega rezultata. V zadnjih 15 letih, je ob odprtju poudaril lastnik Dane Franc Frelih, so v tehnologijo vložili 25 milijonov evrov in podjetje postavili na noge. Ker v tem momentu pa Dana je firma, ki dela kar lep profit in prepričan sem, da bojo ljudje še bolj prepoznali kvaliteto naših izdelkov. Polizdelke že izvažajo vse države nekdanje Jugoslavije, z novo pridobitvijo načrtujejo še okrepitev na teh trgih. Seveda imamo pa zdaj s to tehnologijo zaradi dviga kvalitete in kapacitet možnost stopa tudi na trge, ki so bili za nas trenutno nedostopni, se pravi Avstrija, Italija, mogoče Nemčija. Nova tehnologija je sicer v celoti plod slovenskega znanja. Poleg Daninih razvojnikov sta v razvoju sodelovali še podjetji Petek s strojno in Libela s procesno opremo.